Dober dan, se prečujem za zamudo. Spoštovani, lepo pozdravljeni na današnji novinarski konferenci Ministrstva za pravosodje ob prvi obletnici vlade. Minister dr. Senko Pličanič bo predstavil dosežke ministrstva v letu 2013 in prioritete v letošnjem letu. Po predstavitvi bo minister seveda odgovarjal na vaše vprašanja. Minister, izvolite. Hvala, Mojca. Najprej bomo na kratko pogledali doseganje ciljev, ki smo si jih postavili leta 2013, kaj od tega smo dosegli in kako. Tako da, v letu 2013, torej po nastopu mandata te vlade, smo na ministrstvu, ki ga vodim, postavili naslednje cilje. Najprej učinkovito, strokovno in odprto delovanje sodstva. Kot veste, je sodstvo bila ena od glavnih prioritet tudi v prejšnji vladi, v Janševi vladi. V tej vladi sem s tem delom samo nadaljeval. Tukaj je eden od ključnih mejnikov pri tem sklopu podpis skupne zaveze vlade in sodstva, vrha sodstva, vrhovnega sodišča o doseganju ciljev, rezultatov v enem letu, kvantificiranih, natančno določenih rezultatov, seveda vse to povezano s skrajšanjem sodnih postopkov in zmanjšanjem sodnih zaostankov. Del tega dogovora so bile tudi zakonske spremembe, torej zakon o sodiščih in zakon o sodniški službi. Te smo predlagali in jih je parlament tudi sprejel v času pred poletjem oziroma poleti leta 2013. Sam mislim, da je rezultat podpisane zaveze in tudi zakonskih sprememb, ki sem jih omenil, torej zakon o sodiščih in zakon o sodniški službi, ki so vse bile usmerjene v povečanje učinkovitosti sodstva, da je torej to dvoje bistven razlog za to, da je sodstvo v resnici v letu 2014, tudi že v letu 2013, zlasti pa v letošnjem letu, pomembno skrajšalo sodne postopke in tudi sodne zaostanke, približno za 30%. Drugi cilj, ki smo si ga zastavili v letu 2013, je bil povezan s vprašanjem reševanja prezadolženosti slovenskih podjetij, torej s vprašanjem tako imenovane razdolžitve slovenskih podjetij. In kot veste, smo tudi tu ta cilj dosegli, seveda v okviru pristojnosti, ki jih imamo, na ta način, da smo predlagali, parlament je pa sprejel pomembno spremembo zakona o finančnem poslovanju in tako naprej, po domače insolvenčnega zakona, ki je usmerjena, namreč ta sprememba, ravno v oblikovanje ustreznih pravnih inštrumentov, torej različnih postopkov, različnih institutov, ki so dana na voljo podjetjem kot dolžnikom, kot dolžnicam in upnikom, to so zlasti banke, zato da izpeljejo to, čemur je ta sprememba zakonska bila namenjena, to je razdolžitev. Torej, da sklenejo dogovore različne vrste, recimo o konverziji terjatev, ki jih ima upnik v dolžniku, v delež, ki ga ima v tem dolžniku, kapitalski delež, in z različnimi drugimi načini torej dosežejo razdolžitev, torej podjetjem omogočijo, da nadaljujejo delo brez bremena dolgov. Ta zakon je sprejet, treba pa povedati, da v praksi kakšnih večjih premikov še ni videti, torej ni videti, da bi se tisti, ki jim je ta zakonska sprememba bila namenjena in jim še vedno je namenjena, to so dolžniki in upniki, da bi se teh možnosti, povečanega obsega možnosti v praksi posluževali. Tu naj povem, da tako kot sem napovedal že ob sprejemanju zakona, bom sam in tudi že to počnem, naredil kar se da, da se spremlja izvajanje zakona in po potrebi razlaga in na druge načine pomaga uporabnikom zakona, to je upnikom in dolžnikom. Tudi, če bo treba zakon v kakšnem manjšem delu spremeniti, če se bo pokazala taka potreba, bomo to naredili. Ali pa, če bo treba predlagati recimo parlamentu avtentično razlago kakšnega člena, bomo tudi to naredili. Če ne bo jasno, kako naj se neka določba razlaga, treba pa povedati, da tukaj so drugi tisti, ki bi morali opraviti večino posla, ko gre za uporabo tega zakona v praksi. Ti drugi so pa zlasti slovenske banke. Tu mislim, da je od njih
da je na njih tisto, kar vsi pričakujemo v zvezi z razložitvijo slovenskih podjetij. Torej na njih bi moralo biti, ker so upnice, iniciativa, da sprožijo postopke, ki jim jih ta pomembna zakonska sprememba omogoča. Ob njih pa seveda tudi vsi drugi, ki so v tej državi, ki imajo v tej državi pomembne pristojnosti v zvezi bodisi z bankami ali pa podjetji. To konkretno pomenita oba kolega v vladi, to pomeni kolega Čufer in kolega Dragonja in seveda zlasti Banka Slovenije, ki ima pomembne pristojnosti razmerja do bank. Še posebej pa seveda, če govorimo o bankah, veliko pričakujem sam in tudi vlada in mislim, da javnost tudi, od slabe banke, na katero je bilo prenešenih večina terjatev, ki jih imajo banke, ali pa so jih imele banke do podjetij, s tem postavlja slabo banko v položaj največje upnice slovenskih podjetij. Tretji cilj, ki smo ga imeli v letu 2013, se nanaša na učinkovit pregon gospodarske kriminalitete in korupcije. Ko gre za to vprašanje, naj povem, da je viden tudi sprememba, ko gre za delo tožilstva. Torej vidi se, da je tožilstvo tudi v tem zadnjem času leta dveh bolj učinkovito pri doseganju obsodilnih sodb, zlasti ko gre za najbolj odmevne primere gospodarskega kriminala. Tudi kazenski postopki so vse hitrejši, tudi veliki meri na račun instituta dogovarjanja, ki ga dobro poznate. Na splošno lahko rečem, da tudi ko gre za delo tožilstva, opažamo pomemben premik v učinkovitosti, tako kot sem to že prej ugotovil za delovanje sodstva. Je pa seveda tukaj situacija taka, da nas, zlasti pa njih, to pomeni državno tožilstvo, čaka še veliko dela v smeri še bolj učinkovitega dela državnega tožilstva. Kot veste, tudi tu pripravljamo nekaj podobnega kot zaveza, ki smo jo kot vlada podpisali skupaj s sodstvom in sem jo prej omenjal. Torej nek dokument, ki bi ga sklenili državno tožilstvo, vrh državnega tožilstva na eni strani in vlada ali pa jaz kot minister za pravosodje na drugi strani in v katerem bi bolj natančno precizirali, kaj bodo naredili oni in kaj mi v nekem roku, recimo 1 leta, da bodo postopki ali pa dela državnega tožilstva še bolj učinkovito kot do zdaj. V tem okviru, če bo potrebno, bomo predlagali tudi spremembe zakona o državnem tožilstvu, torej če bo potrebno za doseganje večje učinkovitosti državnega tožilstva. To, da potrebujejo v državnem tožilstvu kadrovske okrepitve, je že nekaj časa znano, da za to potrebujejo denar tudi in to, da je vlada ta denar zagotovila, je pa tudi znano. Torej, denar jim je bil zagotovljen, zlasti za strokovni kader v tožilstvu, oziroma tisti kader, ki državnim tožilcem pomaga pri delu. In zdaj pa seveda pričakujemo državnega tožilstva, da se bo šel z večjo vnemo kot do zdaj lotilo usklajevanja dogovora, o katerem govorim, z nami in potem zlasti izvedbe tega dogovora v praksi v smeri še večje učinkovitosti svojega dela oziroma postopkov, ki jih vodijo. Tu, če se vrnem še nekoliko nazaj na sodstvo, na tisti prvi cilj, o katerem sem govoril, torej doseči bolj učinkovito strokovno in odprto delovanje sodstva, je tukaj še nekaj statističnih podatkov o skrajšanju, o čemer sem malo prej govoril. Torej, sodstvo je glede v letu 2012 za 10% zmanjšalo število nerešenih zadev in pri pomembnejših zadevah skoraj petino, 19,3% tudi sodne zaostanke. Skrajšal se je tudi povprečni pričakovani čas rešitve pomembnejših zadev 7,6 na 7,2 meseca. Ampak, seveda, kot rečeno, in če poznate vsebino zaveze sodstva in vlade slovenskim državljanom in državljankam, sodstvo čaka tukaj še kar nekaj dela, da bodo dosegli cilje iz te zaveze, ko gre za skrajšanje sodnih postopkov in zmanjševanje sodnih zaostankov. Tisto, kar prej nisem omenil, pa bi zdaj še dodal, je, da smo na predlog poslancev in strokovne javnosti smo skladno z načelom odprtosti in preglednosti sodstva na ministrstvu pripravili uporabniku zelo prijazno spletno aplikacijo Sodna statistika, ki
je že aktivna, je, dajmo temu reči, še v testni fazi, lahko da je kje kakšna napaka še, se lahko pojavi pri uporabi, ampak v vsakem primeru bo pa v najkrajšem času to popolnoma učinkovita aplikacija, ki vsakemu državljanu, državljanki, komorkoli že, in da zato ni treba, da je pravni ekspert, omogoča, da na en pregleden, uporabniku prijazen način pogleda in spremlja sodno statistiko. In to si lahko tudi sami pogledate na spletni strani tele tule spodaj. Okay. No, zdaj pa torej, toliko o ciljih iz leta 2013 in doseganju teh ciljev v mandatu do podpisa koalicijske pogodbe, torej nove koalicijske pogodbe. Z novo koalicijsko pogodbo so bili postavljeni cilji za nadaljevanje mandata te vlade. Na področju pravosodja, ki ga vodim, so ti cilji oziroma prioritete za nadaljevanje mandata, za leto 2014 in naprej, seveda tudi leto 2015, naslednje. Prve se nanašajo na investicije za razvoj pravosodja, druga na različne možnosti za stranke, za državljanke in državljane in podjetja, lahko bi rekli stranke pravosodja, bom to pojasnil nadaljevanje, in bolj učinkovita izvršba, izvršilni postopek, in tretji sklop, ki se nanaša na posodobitev sistema izvrševanja kazenskih sankcij. To so na kratko zajete ključne prioritete v Ministrstvu za pravosodje za nadaljevanje tega mandata. Poglejmo zdaj nekoliko bolj podrobno prvi sklop, ta se nanaša na investicije za razvoj pravosodja. Torej, ta sklop se nanaša na naslednje projekte. Prvi je nadaljevanje projekta gradnje nove sodne stavbe v Ljubljani, potem projekt gradnje ene ali več nadomestnih stavb za rešitev prostorske stiske današnjega zapora v Ljubljani, torej zapora na Povšetovi. To sta dva gradbena projekta, sodna stavba, zapor ali pa več objektov zaporov. Potem to, kar je v druge alineji, torej nadaljevanje z investicijami v digitalizacijo različnih postopkov, sodnih in vsega pač, kar je možno digitalizirati v pravosodju, torej nadaljevanje investicij in nadaljevanje projektov e-pravosodja. To, kar je v drugem delu, druge alineje, izobraževanje v pravosodju, temu pa polagam sam še posebej velik pomen v nadaljevanju tega mandata. Namreč vse tiste, ki v pravosodju delujejo, sodnike, državne tožilce, odvetnike, notarje in tako naprej, moramo bolj učinkovito, zlasti pa bolj celovito in širše kot doslej izobraževati in ponujati nova znanja, nove informacije, ne samo z področja prava, ne samo recimo z področja evropskega prava, za kar se ve, da je recimo tu znanja premalo v slovenskem pravosodju, ampak tudi, ko gre za druge veščine, ki jih morajo sodniki in ostali, ki delujejo v pravosodju, obvladati. Od javnega nastopanja do poznavanja komunikacijskih veščin drugih, ki niso samo povezane z javnim nastopanjem, do večjega občutka, večjega poznavanja vprašanj integritete v pravosodju, do zavedanja ali pa večjega zavedanja pomembnosti odprtega in odkritega komuniciranja z javnostjo, z mediji in s tem z javnostjo in tako naprej. Še cel kup drugih stvari je, za katere sem prepričan, da jih v slovenskem pravosodju premalo poznajo ali pa jih sploh ne poznajo. In tako kot nasplošno to velja v življenju, je izobraževanje tisto, ki lahko naše horizonte povečuje. Edino to je lahko neka učinkovita metoda, učinkovit način za to, da se stanje duha v slovenskem pravosodju spremeni na način, kot si ga vsi želimo, torej v smeri, da se bodo vsi, ki v pravosodju delujejo, sodniki, tožilci in ostali, bistveno bolj kot doslej zavedali svojega poslanstva in svoje odgovornosti pred slovenskimi državljani in državljani pred slovenskimi davkoplačevalci. Skratka, nameravamo intenzivno
poseči v sistem izobraževanja. Veste, da v okviru Ministrstva za pravosodje je poseben oddelek, enota, ki za to skrbi, to je CIP, Center za izobraževanje v pravosodju. In ravno ta je tisti, v katerega delo nameravamo pomembno, lahko bi rekel, kar radikalno poseči s ciljem ali pa s cilji, ki sem jih preomenil. Potem je tukaj še zadnja alineja, energetska prenova stavb državnih organov po državi. Veste, da je ta resor, ki ga vodim, pristojen v tej vladi tudi za upravljanje oziroma gospodarjenje nepremičnin v lasti države. Gre za pristojnost, ki je bila običajno pristojnost Ministrstva za javno upravo. Za to področje sem bil pristojen tudi v prejšnji vladi, ko sem bil pristojen tudi za javno upravo v celoti, in pri delitvi bivšega Ministrstva za pravosodje in javno upravo na Ministrstvo za pravosodje in Ministrstvo za notranje zadeve je sva s kolegom Virantom se dogovorila, da ta pristojnost ostane pri meni. V okviru te pristojnosti, ki je celovita in se nanaša na upravljanje poslovnih stavb, stanovanj in počitniških objektov v lasti Republike Slovenije, je ena od pomembnih stvari energetska prenova teh objektov. Če te objekte vse približno poznate, veste, da gre večinoma za bodisi stare ali pa slabo vzdrževane objekte, slabo vzdrževane v vseh teh preteklih letih, ki so energetsko izjemno potratni, in ker je ena od mojih nalog, poleg drugih, ki se nanašajo na bolj učinkovit sistem gospodarjenja z nepremičninami v državni lasti, tudi ta, da se zmanjšajo stroški njihovega upravljanja teh objektov, je energetska prenova eden pomembnih projektov, ker iz izkušenj vemo, da lahko s tem bistveno, lahko tudi za tretjino, zmanjšamo stroške upravljanja teh objektov. Glede na probleme, ki jih imamo kot država, ali pa kot vlada z Evropsko komisijo v povezavi z ravno evropskimi sredstvi, ki ne bi bili pomemben vir za izvedbo energetske prenove stavb državnih organov po državi, računamo pa seveda tudi na sredstva zasebnega kapitala, ampak kljub vsemu so evropska sredstva tista, ki so tu za nas najbolj pomembna. Je seveda zdaj to nekoliko pod vprašanjem, kako bomo te projekte izvedli, dokler vse te zadeve torej na liniji vlada, Evropska komisija na splošno ne razčistijo. Jaz lahko povem, da Ministrstvo za pravosodje je v vseh preteklih letih bilo izjemno učinkovito pri črpanju evropskih sredstev, eno najbolj učinkovitih, tako da problemi, zaradi katerih je prišlo zdaj do te situacije, ko je komisija ustavila črpanje evropskih sredstev, je prišlo zaradi problemov, ki so nastajali na področju drugih resorjev in jih ne prejšnja Janševa vlada, to lahko povem, ker sem poslušal te diskusije, in tudi ta še očitno niste uspeli dovolj učinkovito rešiti. Upam, da tudi s temi spremembami, ki jih je predsednica vlade izvedla, selitve te pristojnosti pod svoje okrilje in tudi s ustreznimi kadrovskimi rošadami, da bo učinkovitost lahko v resnici povečana in da bomo potem lahko nadaljevali s črpanjem iz še veljavne perspektive, zlasti pa iz nove finančne perspektive. To je glede torej prve točke, investicije za razvoj pravosodja, so to ti ključni projekti, ki jih nameravamo peljati v nadaljevanju mandata. Potem je drugi sklop prioritet, ki se nanaša na povečanje palete možnosti za stranke pravosodje in na bolj učinkovito izvršbo. Najprej to zadnje. Če ste poslušali predsednika Vrhovnega sodišča gospoda Masleša na otvoritvi sodnega leta, letos, pred kakšnim mesecem, nekaj tedni, ko je komentiral podatke sodne statistike, posebej izpostavil kot najbolj problematične, ali pa najdlje časa trajajoče, ravno izvršilne postopke, torej postopke, ki so namenjeni izvršbi. To vemo že nekaj časa, zato smo takoj po poletju aktivirali pripravo praktično novega zakona o izvršbi in zavarovanju. Ni nov, je pa skoraj celoti spremenjen, s katerim naslavljamo ravno ta problem. Torej, z vrsto sprememb bomo na zakonodajni ravni poskušali omogočiti, v tistem delu, kolikor to nek zakon lahko, sodstvu, da izvršilne postopke skrajša in da ti ne bodo več tako dolgi in zlasti, da ne bodo tako pomembno štrleli stran od drugih postopkov, kjer je sodstvo, kot sem uvodoma pomenil, bilo precej uspešno pri skrajševanju v zadnjem letu. Tudi potem, ko bo ta zakon
upam, da bo podprt v parlamentu, sprejet v parlamentu, je pa seveda spet na strani sodstva, da ga izvede v praksi v smeri v resnici krajših izvršilnih postopkov. Torej, to je glede izvršbe, ki je spet enako kot vprašanje prezadolženosti, eden ključnih problemov, ki jih imajo slovenska podjetja. Torej, prepočasni in neučinkoviti izvršilni postopki. No, potem imamo tukaj povečanje različnih možnosti za reševanje različnih vprašanj, ki jih imajo državljani, državljanke ali podjetja, pa so ta povezane z delovanjem pravosodja. Ali pa gre za neke zadeve, za katere je do zdaj bilo pristojno samo sodišče. Konkreten primer, nepravdne zapuščinske zadeve. Če pride do dedovanja po umrlem, pa ni nobenega spora med dediči o tem, kakšno naj to dedovanje bo, in je treba samo izvesti recimo neko oporoko, razdeliti premoženje skladno z oporoko, potem gre za nepravdni zapuščinski postopek, za katerega je pristojno in o njem lahko odloča samo sodišče. Tisto, kar nameravam predlagati, je, da bo za take stvari pristojen tudi notar. In bodo potem lahko ljudje sami se odločali, ali bodo šli na sodišče ali k notarju, če bodo imeli takšno zadevo za urediti. Po podobni logiki bomo namreč predlagali spremembe tudi, ko gre za druge tako nepravdne zadeve, torej nepravdne so vse tiste zadeve, kjer ni spora med dvema strankama, ker gre samo za to, da se nekaj izpelje. Takih zadev je še kar nekaj, recimo postopek določene meje med dvema sosedama, kjer seveda ni spora. Če je spor, potem se pač pravdata. Če pa ni spora in gre samo za izvedbo, je to nepravdna zadeva. Tudi tu ima pristojnosti samo sodišče, zakaj ne bi tudi notar teh pristojnosti imel in zakaj ne bi na ta način omogočili državljankam in državljanom in podjetjem več možnosti izbire in na ta način tudi dosegli mogoče večjo učinkovitost izvajanja teh postopkov, tako strani sodišč kot strani notarjev. V ta sklop povečanih možnosti za stranke sodi tudi to, kar je v tretji alineji napisano, to je alternativno reševanje sporov. Vi veste, da je alternativno reševanje sporov že nekaj časa neka tema, o kateri se govori, kot o velikem potencialu, v praksi pa kaj dosti od tega ni. Nekaj malega vzpona je bilo takoj potem, ko se je sodna mediacija pojavila v Sloveniji in so sodne mediacije sodišča uspela kar veliko zadev razrešiti na ta način, torej z mediacijo, ne z nekimi klasičnimi sodnimi postopki. Potem je pa tudi to zamrlo. V svetu, recimo v Združenih državah Amerike, pa ni treba iti v Združene države Amerike, v Skandinaviji, Nemčiji, tudi Avstriji, praktično vseh deželah, po katerih se radi zgledujemo, z alternativnim reševanjem sporov, z različnimi načini, ki jih pozna svet, ko gre za alternativno reševanje sporov, rešijo recimo v Ameriki tudi preko 90% spornih zadev med strankami in samo en zelo mali procent zadev sploh pride na sodišče. Skratka, zdi se mi torej to nekaj, kar je izjemen potencial za podjetja, za državljane, kot način, kako nek spor razrešiti in da to ni sodišče. V situaciji, ko so sodišče sicer povečala učinkovitost in delajo hitreje, za marsikoga, to vem, ker dnevno dobivam pisma ali pa poslušam ljudi in podjetnike, za marsikoga pa še vedno delajo bistveno prepočasi. In ko gre za situacije tudi, v katerih je dostikrat potrebno izjemno zahtevno strokovno znanje, ne vem, s področja avtorskega prava, intelektualne lastnine in tako naprej, ki ga tudi težko sodišča zagotovijo, vsaj v osebi sodnikov. Torej, zaradi vseh teh različnih okoliščin, ki obstojajo, se mi zdi izjemno pomembno ljudem in torej državljanom in podjetjem ponuditi še druge možnosti. Kar pomeni, da bomo naredili vse, da se bo okrepila mediacija izvensodna, torej sodna itak, ampak ta je v rokah sodnikov in sodnic. Če oni ne želijo uporabljati sodne mediacije, je pač ne želijo. Čeprav se bomo na ministrstvu in jaz kot minister trudili, da tudi njih spodbujamo, da v čim večji meri uporabljajo sodne mediacije. Tisto, kar bomo pa posebej, torej še posebej veliko energije vložili, je v uporabo izvensodne mediacije in arbitraže. Namreč ti dve obliki se praktično ne uporabljata v Sloveniji, hkrati sta pa ti dve skupaj sodna mediacija ravno tisti obliki, ki primerjalno gledano v svetu v največji meri
razbremenijo sodišča na način, kot sem prej opisal, torej da stranke že preden sploh zadeva pride do sodišča, spor rešijo, bodi si z uporabo mediacije, bodi si z uporabo arbitraže. In potem je tukaj še tretji sklop prioritet, ki se nanaša na posodobitev sistema izvrševanja kazenskih sankcij. Če pogledamo še enkrat te tri prioritete, torej najprej investicije, drugič večja možnost izbire za stranke in bolj učinkovite izvršbe, in tretji del posodobitev sistema izvrševanja kazenskih sankcij ali po domače posodobitev zaporskega sistema v Sloveniji. Kot sem nekajkrat že povedal v teh zadnjih dneh, ko je bilo zaznati povečano zanimanje vas, medijev, tudi javnosti, za samo eno od množice vprašanj, ki jih nameravamo obdelati v okviru celovite prenove, to je za tisto, po katerem naj bi obsojenci prispevali svoj delež k stroškom, ki jih ima država z prestajanjem kazni. Še enkrat ne povem, da gre za enega od predlogov, ampak zgolj za enega od mnogih predlogov, ki jih še obdelujemo in jih bomo v naslednjih mesecih dali v javno obravnavo in strokovno obravnavo. Vsi so pa povezani s posodobitvijo zaporskega sistema. Na kratko povedano, ta posodobitev bo šla nekako v tri smeri. V enem delu se bo nanašala na organizacijsko posodobitev. Veste, da je zaporski sistem organiziran zdaj tako, da imamo upravo za izvrševanje kazenskih sankcij kot organ v sestavi MP. Znotraj nje, znotraj uprave so posamezni zapori slovenski. Recimo Dob, ki sem ga obiskal v petek, Koper in tako dalje, Ig. Tu so razne ideje o tem, kako povečati organizacijsko učinkovitost. Namreč v X ima zdaj neko svojo režijo, nek svoj aparat in tako naprej, in potem ima še zapori nek svoj aparat. Skratka, tu jaz vidim, da je precej možnosti za racionalizacijo organizacijsko, seveda vse s ciljem stroškovne racionalizacije. Treba namreč imeti pred očmi, da država vsako leto kar precej denarja nameni temu, da izvršuje kazenske sankcije, torej delovanju zaporskega sistema. Potem drugi sklop se bo nanašal na spremembo organizacije dela zapornikov. Po slovenskem pravu in tako tudi primerjalno morajo zaporniki imeti možnost delati, če hočejo. Ne govorimo o delu v podjetjih izven zaporskega sistema, kar je aktualno pri vikend zapornikih in tistem predlogu, o katerem sem prej govoril. Torej, v tem primeru zaporniki delajo v nekih normalnih, v tem smislu podjetjih, da so to podjetja, ki delujejo normalno, ne v okviru zaporskega sistema, oni čez teden tam delajo, čez vikend pridejo v zapor. Tu govorimo zdaj o delu zapornikov znotraj zaporskega sistema. Veste, da je to organizirano še vedno in v vseh preteklih letih bilo v okviru javnih gospodarskih zavodov, kjer opravljajo različne dejavnosti, od kmetijskih do proizvodnje gasilskih aparatov, ki je glavna v javnem gospodarskem podjetju Pohorje. Veste tudi, da je v vseh preteklih letih tak način omogočanja dela zapornikov državo stal še dodatni denar, ker večina teh podjetij, zlasti javni gospodarski zavodov, javni gospodarski zavod Pohorje, je vsako leto pridelalo 1, 2, 3 evrov izgube in je moral proračun to še dodatno pokrivati. Kot veste, smo problem izgube tega najbolj akutnega primera, to je javnega gospodarskega zavoda Pohorje, rešili na ta način, da smo našli, da so moje sodelavke, moji sodelavci, za kar se jim na tem mestu ponovno zahvaljujem za izjemen angažma, ker je to zdaj po mnogih letih res uspešno zaključen projekt iskanja tujega partnerja. Namreč že tudi moji predhodniki so se s tem ukvarjali neuspešno, zdaj smo pa tu uspešno zaključili, našli smo Nemca, ki je to prevzel in ne boste verjeli, v roku enega meseca že povečal produktivnost za 30%. In proizvodnja je nenadoma oživila, stekla in trgi novi so se odprli, skratka, skoraj kot v pravljici. Ampak tukaj smo rešili problem, imamo problem samo za nazaj. Za nazaj je tukaj 3,7 milijona evrov dolga. Jaz sem prepričan, da bomo tudi ta problem našli, torej v sodelovanju z ostalimi ministrstvi, mislim na Ministrstvo za finance tukaj. V proračunu našega ministrstva tega denarja ni. Nastalo je pa v vseh teh preteklih letih. To je pač ta dolg, ki ga mora država plačati različnim upnikom, ki so pač dobavljali javnemu gospodarskemu zavodu različne stvari, od elektrike do ostalih surovin.
Prepričan sem, da bomo tudi ta problem rešili in potem imamo tukaj stanje nič. Ker pa obstoja latentna možnost, da bo ta zguba tudi pri drugih javnih gospodarskih zavodih se pojavljala, čeprav je v preteklih letih bil glavni problem povezan z enim od teh javnih gospodarskih zavodov, torej kot rečeno javnih gospodarskih zavodov Pohorje. In ker vidimo tukaj še dodatne možnosti za to, da se delo zapornikov uredi mogoče na bolj učinkovit način, bolj učinkovit z vidika namena, zaradi katerega to delo sploh je omogočeno zapornikom. Namreč to delo je omogočeno zapornikom zato, ker se pričakuje, da bodo na ta način se bolj učinkovito resocializirali, se pravi, se popravili, ne, in se pripravili potem na bivanje ponovno v svobodi, na zaposlitev na svobodi in mislim, da moramo z tega vidika zlasti, torej tudi, ne, jasno, stroškovni vidik, glede na javno-finančno situacijo je na prvem mestu, ampak ta pa tudi, torej omogoči takšno delo, ki bo bolj učinkovito v smeri tega cilja, resocializacije. Poleg tega, glede na površine, glede na različne možnosti, ki jih država tukaj ima, recimo ravno na Dobu je, ne vem, skoraj 50 hektarov različnih obdelovalnih površin, kmetijskih, živina je tam, vse živenih možnosti je, za malo bolj ambiciozno organizirano delo zapornikov. Primer te ambicioznosti spet ilustrira projekt, ki ga nameravajo tudi ravno na Dobu v sodelovanju z občino realizirati. To je pridelava paradižnikov podobne kvalitete kot v Prekmurju pod toplimi gredami. Zdaj se točno ne spomnim, koliko mislim, da na 2-3 hektarjih. In to je ena taka stvar, s katero bi potem veljalo pravzaprav razmišljati, ne, in jo razširiti na celoten zaporski sistem in tu si lahko predstavljate, kako se lahko poveča produkcijski potencial dela v okviru zaporskega sistema. Tudi za oskrbo, ne samo za samo oskrbo zaporskega sistema, se pravi, da gre ta paradižnik potem v prehrano zapornikov, ampak za prodajo na trgu, za oskrbo različnih šol in tako naprej. Skratka, tu je teh možnosti veliko, samo treba je v tej smeri začeti delovati in v tej smeri tudi bomo začeli delovati. Tako da to je zdaj na kratko o teh prioritetah, ki jih imamo v letu 2014. Zdaj pa izvolite za vprašanje. Najlepša hvala, minister. Prosimo torej za vaše vprašanja. Nika Benedik. Zakona, če bi lahko vendarle malo pojasnili ta predvideni zavodski prispevek, ker je vendarle navedeno kot, da to bo ena novost, ne kot ena od možnosti. Kdaj okvirno, koliko to okvirno stane in malo več o tem. Drugo vprašanje pa še, zanima me, kakšno je vaše mnenje o novem senatu protikorupcijske komisije. Hvala lepa. No, glede tega prvega, naj še enkrat ponovim, gre za enega od predlogov, v resnici predlogov povezanih s spremembo zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, ker če želimo, da se to zgodi, torej da zaporniki prispevajo delež stroškov, ki jih država ima za izvršitvijo kazni, potem treba zakon spremeniti, potem pa tudi po strokovni javnosti ne bo več nasprotovan, ker večina teh nasprotovanj izvede iz tega, da mi očitajo, da je zakon to drugače določa. Ja, sej, ravno zakon bomo spremenili oziroma predlagali spremembo. Ampak še enkrat, gre za eno od mnogih idej, zaenkrat še idej, to še ni nekaj, kar bi bilo v proceduri strokovnega usklajevanja ali pa medresorskega usklajevanja, je še cel kup drugih, ampak ker je pač ta očitno nekaj, kar vas najbolj zanima, še mogoče kakšno besedo več o tem, je pa to nekaj, kar sem že kar nekajkrat povedal v preteklem tednu. Torej, tu je vzor, po katerem poskušamo se zgledovati, ali pa model, ki ga pri tem imamo pred očmi, Nizozemska, Nemčija, Danska. Nizozemska je še v fazi predloga, tako kot mi, oziroma oni so že par korakov pred njimi, ker je njihovo ministrstvo to že predlagalo, mi pa še nismo. Temeljna ideja je pa ta, da je, torej prvič ta, da ima država enormne stroške za izvršitvijo kazni, drugič ta, da je tudi na mnogih drugih področjih, enega ves čas omenjen kot primer, recimo stroške kazenskega postopka, sistem tak, da del, ali pa tudi v tem primeru tudi v celoti stroške nosi tisti, ki je inkriminiran. Se pravi, če je nekdo obsojen, mora plačati stroške kazenskega postopka, v katerem je bil obsojen.
če to lahko plača, seveda, ne, glede na svoje premoženjske in socialne razmere. In enaka logika je tudi tu. Torej, zakaj ne bi nekdo, ki ima prihodke, in ta nekdo je zaenkrat samo tisti, ki dela v podjetjih normalnih, izven zaporskega sistema, in potem čez vikend pride v zapor in ima plačo in ima premoženje, zakaj ne bi k izvršitvi kazni, ki sicer država veliko stane, prispeval nek manjši delež, skladno s svojim premoženjskim stanjem, s svojimi dohodki. In torej, zdaj, ta predlog je seveda nastal zato, ker je država v situaciji, kakršni je, se pravi, da je denarja v proračunu premalo in je pač treba na vseh koncih krajih pogledati, kje se da, kje kaj prihraniti. Seveda, po možnosti ne na račun tistega, ne, deležnikov nekega sistema, kjer se poskuša kaj prihraniti. Tu v tem konkretnem primeru jaz ne vidim nobene težave v razmerju do zapornikov, ki bi, če bo pač ta predlog sprejet, ta prispevek morali plačevati. Res, da prihranek, ki smo neko simulacijo smo delali, če bi ta prispevek bil recimo tam nekje 16 evrov, da bi prihranek na letni ravni, glede na zelo majhno število tako imenovanih vikend zapornikov, na prvi pogled ne bil velik, med 50 in 75 tisoč evri. Vendar pa spet tako majhen denar to ni in če povsod, če na enem segmentu najdemo toliko, na nekem drugem segmentu približno isti znesek in tako dalje, potem se bo nekaj nabralo. Jaz pa mislim, da vsak prihranek, ki ga lahko dosežemo, pa zapornik s tem ni nič prikrajšan in jaz ne vidim, kako bi lahko bil prikrajšan, je pomemben, ker se potem ta denar lahko uporabi za druge namene, ki so povezani s financiranjem iz proračuna, ko gre pa za zaporski sistem, pa zlasti s tistim vprašanjem, ali pa bi šel lahko denar v tisti segment, ki je tudi zelo akuten in to je premajhno število pravosodnih policistov, paznikov. Mi moramo vedeti, da je ta zaporski sistem že leta in leta kadrovsko podhranjen, ker je bil zaporski sistem eden tisti, ki je vestno v vseh preteklih letih izvajal vse usmeritve katerekoli že vlade po zmanjševanju števila zaposlenih. Se veste, eni so ali pa smo to bolj vestno počeli, eni pa ne. V zaporski sistem je zanesljivo eden referenčnih, ko gre za vestnost in odgovornost, ampak na koncu so se sodelavci znašli v položaju, da je pravosodnih policistov bistveno premalo, kar je pa spet povezano s kvaliteto izvrševanja kazenske sankcije. Namreč Danska, ki je recimo tu primerjalno in po vseh študijah sodeč najbolj uspešna, torej ko gre za učinkovitost izvajanja kazenskih sankcij, je tako učinkovita po teh študijah sodeč tudi zato, ker ima zelo veliko število pravosodnih policistov in še posebej, ker je večina med njimi žensk. Ugotovili so, da so ravno ženske tiste, ki so pri tem še posebej učinkovite. Ampak torej, imeti moramo dovolj veliko število pravosodnih policistov, ki ga torej, vira za to ni mogoče nikjer najti, lahko ga najdemo v enem delu tu, pri takem prihranku. To je zdaj na kratko. Drugo vprašanje? Ja, torej senat, KPK. Moram reči, da kolega, ki je bil predlagan za predsednika KPK, ne poznam, berem v medijih, tako da nimam posebnega komentarja. Kar se pa tiče ostalih dveh članov senata, poznam ju iz nekaterih dosedanjih kontaktov, ko smo v kateremkoli že vprašanju sedeli skupaj, bodisi vsi s predsednikom, gospodom Klemenčičem in njima dvema, ali pa z enim od njima dvema pa predsednikom, ampak tudi premalo, da bi lahko kakorkoli se izrekal o njune primernosti ali neprimernosti. Anja Zupanc, Žurnal 24. Mislila sem na to politično preteklost oziroma članstvo v Pozitivni Sloveniji samega predsednika, se vam zdi to sporno? No, to je zanesljiva okoliščina, ki ne meče dobre luči na štart novega senata KPK. Anja Zupanc, Žurnal 24. Minister, ali ima sodstvo oziroma konkretno procesno vodstvo v konkretnih sodnih postopkih dovolj možnosti ta trenutek za to, da se zagotovi prisotnost, navzočnost obdolžencev in ostalih strank sodnih postopkov, ali ima dovolj orodij za to, da se zagotovi oziroma da se dejansko sprovede uspešno vročitev sodnih pisanj, pozivov na prestajanje kazenskih sankcij
In ena od skrivalnic verjetno je tudi izdajanje zdravniških potrdil. Ali ima sodstvo dovolj orodij za to, da v bistvu upravnik nadzor tudi nad tistimi, ki izdajajo ta zdravniška potrdila obdolžencem in ostalim strankam? Ali se zdi državi smiselno kakorkoli zaostriti mogoče te pogoje? Tu se zdaj pogovarjamo o izvedencih, sodnih izvedencih. O izvedencih oziroma mogoče tudi o članih zdravniške komisije, recimo, ki je imenovana točno v konkretnih postopkih, ko procesno vodstvo odloči, da bo imenovalo neko komisijo. Ja, moram reči, da zdaj takole iz glave bi težko tole komentiral. Lahko povem to, da nameravamo se lotiti tudi sistema izvedeništva. Čeprav tu, če ste brali koalicijsko pogodbo, nimamo takih kategoričnih zavez, kaj natančno bomo tu naredili, pač pa samo zaveze, da bomo analizirali ta sistem. Namreč že ves čas tega, pa že prejšnjega mandata dobivamo opozorila, da je tu marsikaj narobe, ne vem, če ravno to, na kar vi opozarjate. Tako da tu bomo analizirali situacijo in potem se bom na podlagi te analize odločil, kaj narediti, torej če je kaj narediti, če je treba predlagati kakšno spremembo zakonsko ali pa karkoli podobnega. Na to konkretno vprašanje, ali imajo sodniki dovolj orodij, dovolj vzvodov, da sankcionirajo morebitne nepravilnosti če nekako povzamem, pri izdaji ali pa pri oblikovanju izvedeniških mnenj na eni strani in potem pri pripravi različnih zdravniških potrdil strani različnih zdravniških komisij, pa ne morem zdaj tega komentirati, bi moral to bolj natančno preučiti. Tu s tem vprašanjem smo se ukvarjali. Kot veste, je ena od sprememb zakonskih, ki zdaj niti nisem posebej omenjal, je tik pred tem, da gre v vladno proceduro in potem naprej ena pomembna sprememba zakona o kazenskem postopku, ki se sicer nanaša na cel kup še drugih vprašanj. Ukvarjali smo se tudi s tem vprašanjem, tudi, bi rekel, je bilo to povezano z nekaterimi aktualnimi primeri, in tistim, kar se zdi, da kažejo ti primeri v zvezi s tem vprašanjem, se pravi, da je v zakonodaji nekaj narobe in da ta omogoča to vrstno izogibanje in potem moramo reči skupaj ugotovili mi sami na ministrstvu in s vsemi ostalimi, s katerimi smo se pogovarjali, stroko, tudi sodstvom, tožilstvom in tako naprej, da je zakonodaja čisto okej, samo da jo treba uveljaviti. Da je mora sodstvo bolj učinkovito uveljavljati, da je mora tožilstvo bolj učinkovito uveljavljati, zlasti ti dvoji. Tako kot še marsikje na kakšnem drugem področju, ko je zakonodaja okej, pa se je ne uveljavlja ravno strani teh dveh sistemov. Tako da tu končni zaključek je bil, da zakon treba nič spreminjati. Ja, seveda. Še kakšno vprašanje? Ester, najlepša hvala za vašo pozornost in sodelovanje. Hvala, nasvidenje.